Moje vprašanje tebi, ki to gledaš in poslušaš, je, a lahko začutiš v svojem srcu ljubezen, zaupanje v ljubezen, zaupanje v svojo moč izbire, da lahko živiš to življenje na svoj način, ne da bi se morali drugi strinjati s tabo, ne da bi skušal prepričati druge, da imaš prav in da se mogoče oni malo motijo, vsaj malo motijo in da bi jih želel naučiti, kaj je bolj modro in pametno in zdravo tukaj na tem svetu. Moj pogled je preprosto tak, da nas je zato toliko veliko, ker vsak prispeva svojo resnico, ki je po definiciji unikatna in drugačna od ostalih resnic. Vsaj malo, odvisno s kom se pogovarjaš. Če naletiš na nekoga, ki je diametralno nasproten, bosta vajini resnici zelo različni, lahko pa srečaš tako imenovano sorodno dušo in se bosta zelo ujela, ampak bodo tudi kakšne stvari vmes malo navzkriž in potem bo velik problem, kaj narediti, veliko vprašanje in dvom in kako zdaj tisto majhno stvar do konca priviti, do perfekcije, da se bosta res ujela, da bosta res videla resnico. Malo se hecam, malo tudi res tako mislim. Vsekakor ne dam toliko na svojo resnico, ni mi toliko grozno pomembna. Ne jemljem je toliko resno in potem niti svojih strahov in travm in prepričanj ne jemljem več toliko resno. In to me dela bolj lahkotnega, to mi daje več možnosti prilagoditi se na situacijo. Veste, na kaj vse se danes lahko prilagodiš, če se hočeš, in najti svobodo znotraj vseh teh omejitev je še dodatna svoboda in lepota. Še dodatno se lahko počutiš izpolnjenega. Mogoče ni kaj dosti več v tem življenju za doseči kot to izpolnitev. Ja, in če mislite drugače, vas zelo spoštujem, brez vas ne bi bilo človeštva, kot je. Nikakor ne želim, da bi se kdorkoli spreminjal zaradi teh mojih besed, ampak vas pozdravljam. Pozdravljam vas kot enakovreden partner. In sem vesel, da smo živi in bomo videli, kaj bomo ustvarili skupaj. No, lepo se imejte. Srečno!